Ja, prav lep dober večer tudi z moje strani in tudi hvala poslanki Patrici Šulin, da je sprejela naše povabilo, ki se lepo vklapa s to vsebino, ki jo letos obravnavamo v socialnem tednu, in to je seveda Slovenija, moja država, z vprašanjem na koncu. Ker mislim, da je tudi to ena taka zanimivo vprašanje, da se vprašamo o tem, kaj nam pomeni naša država. Sicer tukaj smo v zamejstvu, v slovenskem zamejstvu, živimo v Italiji, ampak za nas Slovenija je bila zmeraj matična država, prej in danes, ko živi v svoji samostojni državi. In tudi za nas je to vprašanje pomembno, tudi zato, ker vse naše organizacije, naša društva, naša ustanova živijo in delujejo tudi s tem, da jih Slovenija podpira finančno in tudi drugače. Kot Slovenci, kot slovenska manjšina, smo pa tudi del Evropske unije. Slovenija je takoj po osamosvojitvi tako rekordno osvajala te etape vključevanja v razne evropske inštitucije in tudi ta je ena naša domovina, bi lahko rekli, ne Evropa. Slovenci smo bili zgodovinsko v Evropi doma, smo v osrčju Evrope tukaj in tako je tudi danes bomo radi poslušali, kako se vidi Slovenijo iz evropske perspektive. Če lahko samo na kratko, predno predam besedo poslanki Šulinovi, samo na kratko povem njen življenjepis. Ste Novogoričanka, tukaj doma v bistvu, tukaj ste tudi zaključila srednjo šolo in potem dokončala fakulteto za organizacijske vede v Kranju in v Mariboru, je prav. Na to ste imela neke izkušnje v podjetjih, postala višja davčna inšpektorica Ministrstva za finance, na to ste začeli politično pot, najprej v občinskem svetu v Novi Gorici, v letih 2010-2014, eno leto ste bila poslanka v državnem zboru in 2014 ste bila izvoljena v Evropski parlament. Tudi v tem smislu zelo pestra in bogata kariera, spremljamo vas tudi po vseh socialnih omrežjih, Facebook, Twitter, poslanci v Evropi ste zelo dejavni tudi na tem področju. Tako da, jaz bi vam predal besedo. Večer bo potekal na tak način, da bo najprej poslanka predstavila en slajde o delu v Evropskem parlamentu. Na to bomo se na kratko pogovorili in na koncu bo še možnost za kakšno vprašanje iz publike. Voščim lepo poslušanje in seveda vas vabim, da potem se udeležite pogovora. Hvala lepa. Ja, Julijan, najprej prisrčna hvala za povabilo, tudi krožku Anton Gregorič, lepa hvala, da sem lahko danes med vami. Nekoliko, bom rekla, so nas presenetili ti okusi ob meji, ali pa ne. Bomo to naše druženje nadaljevali tudi v tako imenovani slovenski vasi, potem po okrogli mizi. Jaz bom na kratko predstavila moje delo Evropskega parlamenta. Mogoče, če dovolite, samo kratek poudarek. Jaz sem Goričanka, ampak tako bom povedala. Sem Trnovka, sem Goričanka, sem Primorka, sem Slovenka in sem Evropejka. Tako gre to po vrstnem redu. Včasih pozabimo povedati, da smo Evropejci, vendar to nam mora biti nekako v ponos. Mogoče v kakšni drugi priliki ali pa kje drugje, ko potujem po Sloveniji, predstavim Evropski parlament, Evropsko unijo in moje delovanje nekoliko bolj podrobno.
vendar tukaj le med vami, ki živite v Italiji, ste verjetno bolje seznanjeni s samim delovanjem Evropske unije, Evropskega parlamenta. Slovenija je članica Evropske unije, kot vemo, od 1. maja 2004, torej dobrih 12 let. Italija pa je med ustanoviteljicami Evropske unije, se pravi je njena članica od 1. januarja leta 1958, tako da bo Italija čez 2 leti praznovala 60 let vstopa v Evropsko unijo, oziroma takrat se je to imenovalo Evropsko gospodarstvo. Tako da poleg Italije so bile ustanoviteljice tudi Francija, Nizozemska, Luksemburg, Belgija in Zahodna Nemčija. Če začnemo s pogledom na tale zemljevid članic Evropske unije, še zmeraj nas je 28. Kot vemo, je Britanija na referendumu izglasovala to, da si želi izstopa, vendar še vedno ni sprožila postopka za izstop iz Evropske unije, torej po 50. členu Lizbonske pogodbe mora Velika Britanija vložiti ta predlog, da se začne postopek izstopa iz Evropske unije, ki lahko traja 2 leti ali pa tudi več. Torej, Evropska unija šteje 0,5 milijarde prebivalcev. Imamo 2 sedeža Evropskega parlamenta, enega v Strasbourgu in drugi je v Bruslju. Včasih sprašujejo, zakaj moramo odhajati enkrat mesečno na plenarno zasedanje v Strasbourg, ker je seveda to povezano z stroški, vendar tam je bil sedež Evropskega parlamenta, torej prvi sedež Evropskega parlamenta in tudi Strasbourg vemo, da je mesto sprave, tako da med Francozi in Nemci. In še zmeraj lahko rečem, da sta v Evropski uniji, tudi v Evropskem parlamentu, ti 2 državi vodilni, tako po številu poslancev, kot tudi po sredstvih, ki jih vplačata v evropski proračun, kot tudi po vseh funkcijah, ki jih zasedajo poslanci teh 2 držav. Zdaj, če se obrnem na slovenske poslance, kot vemo, nas je 8. V Evropski ljudski stranki nas je 5, poleg mene še dr. Milan Zvir, ki je tudi vodja delegacije Evropske ljudske stranke, Romana Tomc, Franc Bogovič in Lojze Peterle, Tanja Fajon je med socialisti, Ivo Vajgl je pri Alde in Igor Šoltes pri Zelenih. Včasih nam očitajo, da smo premalo slišani, da nas premalo slišijo Slovence v Evropskem parlamentu, vendar oglasimo se lahko enkrat, denimo, nas je 8, italijanskih poslancev je 76, italijanskih poslancev je 73, se opravičujem, Nemcev je 96. Tako da je to potem to razmerje tudi slišanosti v Evropskem parlamentu. Vse skupaj nas je 751, Evropska ljudska stranka najmočnejša, šteje 214 poslancev, smo pa v koaliciji z socialisti. Vendar tudi tukaj, tako kot v domačem slovenskem parlamentu, potekajo pogajanja pred vsako resolucijo, direktivo, uredbo in tako naprej. Tako da so tudi tam pogajanja včasih, bom rekla, tako na meji, kdo bo zmagal med navednicami in včasih tudi glasujemo vsi, torej različno se seveda poskuša še dobiti glasove ostalih strank, ki so v Evropskem parlamentu. Zdaj, ključni igralci v Evropski uniji so v tem trenutku znani, spravi gospod Juncker je predsednik Evropske komisije, gospod Tusk, predsednik Evropskega sveta, gospod Schulz, predsednik Evropskega parlamenta, Nemec. Konec leta se bo po vsej verjetnosti predsednika Evropskega parlamenta zamenjalo, ker je tako pač v skladu z pogodbami, tako da sedaj potekajo kandidature in prijave
tistih, ki želijo kandidirati za predsednika Evropskega parlamenta. Če smem samo se že ve, kdo so tako glavni kandidati za novega predsednika Evropskega parlamenta? Ja, kar nekaj imen kroži, ne. Mogoče vem bolj podrobne podatke glede poslancev Evropske ljudske stranke, vendar mogoče v tem trenutku ne bi še razkrivali imen, ker še niso tudi dokončna. Še slovenski kandidatovi? Tudi menda bo gospod Lojze Peterle poskušal kandidirati in se poteguje za morebitno predsedniško mesto, čeprav seveda bo to politična odločitev. Po drugi strani pa, kot sem prej povedala, smo v koaliciji socialisti, ne? In zdaj, če gremo pogledati stranke, iz katerih prihajajo, torej ključni v tem trenutku možje, ker žensk ni med njimi, ne? Gospod Juncker je EPP, ne? Tusk je EPP, v tem trenutku je Šulc socialist in če bi nekdo iz EPP-ja postal še predsednik Evropskega parlamenta, ne, bi Evropska ljudska stranka imela torej vse glavne funkcije Evropskega parlamenta v rokah, ne. Zdaj s tem pa se bodo socialisti zelo težko verjetno strinjali, ne. V tem trenutku predseduje Slovaška, ne, to se pravi do konca leta, vsakih 6 mesecev se predsedovanje držav članic menja. Mi smo predsedovali v prvi Janševi vladi, tako da je gospod Janša predsedoval svetu Evropske unije leta 2008. Cilji Evropske unije so venomer isti, treba je na njih delati. Zame osebno je najpomembnejši mir, tako da je ta za voljo Evropske unije zagotovljen vse od druge svetovne vojne naprej. Sicer ustanovni očetje Evropske unije so to zasnovali najprej na gospodarski noti, vendar ves čas so imeli tudi to vrednoto miru pred seboj. Živimo v nemirnih, turbulentnih časih in prav ta vrednota mir je v tem trenutku mogoče se nekoliko zamajala in bo potrebno tukaj strniti vrste, se usesti z hladnimi glavami in razmisliti o marsičem, seveda skupaj tudi z Rusijo, z Ameriko, z NATO in tako z vsemi, ki bi morali sedeti za to mizo, da bi se kaj pametnega dogovorili brez orožja, ne, po diplomatski poti. Še nekaj o mojem delu v Evropskem parlamentu, zelo na hitro. Sem v 3 odborih, v enem sem polnopravna članica, tako je pač to v Evropskem parlamentu se imenuje, v odboru za proračun, kjer sem tudi ena izmed podpredsednic. Potem sem nadomestna članica v odboru za nadzor proračuna in v odboru za transport in turizem. Zdaj to podpredsedniško mesto je spet dano, ne glede na volitve po Dantovem sistemu. V trenutku, ko se je delilo 4. podpredsedniško mesto odbora za proračun, je spet imela Evropska ljudska stranka, ne, to mesto za njo in v tistem trenutku tudi Slovenija. Če mene ne bi bilo v tem proračunu, v tem odboru za proračun, ne, ali kakšnega drugega Slovenca, ne, iz EPP-ja, ne, da se razumemo, bi to mesto podpredsednika menda dobila Slovaška. Nekako tako je to šlo. In po istem sistemu je tudi gospod Igor Šoltes, eden izmed podpredsednikov odbora za nadzor proračuna. Sem še v delegacijah za Albanijo, za Mercosur in še za euro-latinsko-ameriški tudi parlamentarni skupščini. Zdaj proračun za leto 2016 je težak 155 milijard evrov na obveznostih, ne, za plačila zmeraj manj denarja, ne, zato se tudi s temi, bom rekla, plačili nekoliko zamuja, pa tudi sicer zaradi tega, ker je 2008 pričela gospodarska kriza in so se projekti zaustavili in so bila potem ta plačila, so se tudi plačila zamaknila.
Proračun pokriva vse glavne postavke, torej od šolstva, kmetijstva, raziskav, inovacij, digitalizacije, torej skratka vse, kar lahko tam najdemo. Zdaj, včasih vprašajo, kaj ima Slovenija, ne, od tega, da je v Evropski uniji. Ne. Torej, najpomembneje je to, da imamo mir v Evropski uniji, seveda zmeraj pa je denar tisti, ne, ki nam omogoča boljše ali pa slabše življenje. Slovenija je, kot veste, še zmeraj neto prejemnica denarja iz Evropske unije, to pa ne pomeni, da nič ne vplačuje, tako da za leto 2016 bo Slovenija vplačala približno 440 milijonov evrov, iz njega bo pa dobila nekaj več kot milijardo evrov. Italija vplača v evropski proračun 15 milijard evrov, Nemčija vplača v evropski proračun približno 28 milijard evrov. Seveda to gre na velikost bruto domačega proizvoda, davka na dodano vrednost, carine, trošarine in tako naprej, ki odpadajo na vsako državo članico. O proračunu leta 2017 smo že povedali, verjetno vas zanima tudi črpanje evropskih sredstev, ki je seveda potrebno pogledati na spletne strani tako Evropske komisije, kot tudi ministrstev v Sloveniji ali pa v Italiji, kateri projekti so razpisani, se nam prijaviti in tako kandidirati. Seveda to še ne pomeni ni nujno, da si tudi za te projekte, torej tudi, da ti komisija to odobri. Ne. Včasih pridejo k nam podjetniki misleč, da v Evropskem parlamentu ne odločamo o tem, kateri projekt bo podprt, ne, in da mi dajemo ta denar, ne, oziroma o tem odločamo, vendar je to Evropska komisija. Ne. Torej Slovenija ima tudi Evropsko komisarko, gospo Bulčevo, na resorju za transport, za promet. Vsaka država članica je upravičena do enega komisarja, ne? Tako da imamo 28 komisarjev. Zdaj verjetno tudi ni občine, ne, vsaj v Sloveniji, ki ne bi nekaj zgradila iz evropskega denarja ali pa si pri z delom tega denarja pomagala, da bi prišla do dokončanja projektov. Ne. Pri nas imamo Golejo kot goriško lokalno energetsko agencijo, ki je kandidirala na projektu težkemu 401.000 evrov in tako naprej. Dobila je skoraj 200.000 evropskih sredstev glede obnovljivih virov energije. Potem imamo učni center Brje v Ajdovščini, dom za zaščito in reševanje in heliport v Bovcu. Ne. To je bil težak projekt 1,3 milijone evrov in kar 85% so Bovčani dobili za ta projekt. V Goriški regiji poznate tudi vi verjetno to Smaragdno pot, ne, ki se je vzpostavila, torej približno polovico sredstev, ne, od 421 milijonov je prišlo iz Evrope. Promoviramo tudi kulturno dediščino, zanimivi so pa tudi ti in uporabni skladi v Evropski uniji. Če opišem samo dva, Evropski solidarnostni sklad, to je sklad v primeru naravnih nesreč. Slovenija je prejela iz njega 18 milijonov 400 tisoč evrov, takrat, ko se je zgodil ta žledolom, če se spomnite, na Postojnskem, na Celjskem in še v drugih delih države. Sicer je bila škoda ocenjena na skoraj pol milijarde evrov, ne? Vendar po vseh teh kriterijih, ki jih ima Evropska komisija, je bila Slovenija upravičena do 18 milijonov. Takrat je dobila tudi Italija in Grčija v približno istem času ta sredstva iz solidarnostnega sklada zaradi poplav, ki ste jih imeli, so jih imeli. Bila sem poročevalka za Evropski parlament za
za ta sredstva, vendar bom rekla, to dokumentacijo in vse pošlje v Evropski parlament, na odbor za proračun Evropska komisija. Seveda mi poslanci lahko o tem tudi odločimo drugače. Evropski sklad za prilagoditev globalizacije je tudi zelo pomemben sklad, kajti gre se za sklad, ki pomaga tistim podjetjem, kjer so torej bili delavci odpuščeni zaradi izgube delovnih mest, zaradi vpliva globalizacije. Tako da je tudi že Lufthansa zaprosila za ta sklad, pa tudi belgijske telekomunikacijske firme. Slovenija bi iz tega sklada lahko večkrat črpala, seveda od 2024 naprej, vendar je žal to izkoristila le v primeru Mure. Če se spomnite, smo takrat dobili sredstva iz tega sklada. Tukaj so res da določena tudi pravila, ko gre za izgubo več kot 500 delovnih mest, vendar ko gre za državo članico, ki je majhna, ki ima tudi prebivalstvo neštevilčno, torej tako kot za primer Slovenija, pride tudi država upravičena do teh sredstev, tudi ko gre za manjše število delovnih mest, kot je 500, denimo. Mogoče še na kratko o TTIP-u, ali o čezatlantskem trgovinskem sporazumu, okrog katerega se dviga toliko prahu. Državni zbor Republike Slovenije je prejšnji teden oziroma v tem tednu nekako ta TTIP z nekimi priporočili o previdnosti ta TTIP podprl oziroma podprl pogajanja sveta o TTIP-u. Pogovarjajo se Amerikanci, pogovarjamo se Amerikanci in Evropejci, šlo bi naj za veliko trgovinsko, bom rekla, izmenjavo, poslovanje, kar naj bi okrepilo evropsko gospodarstvo, pa tudi ameriško. Tukaj so se oglasili okoljevarstveniki, vendar Evropska ljudska stranka ne bo, bom rekla, podprla tega sporazuma, vkolikor bi se nižali tako okoljevarstveni standardi, kot tudi standardi glede zdravja, prehrane in tako naprej, kajti v Evropi, tudi v Sloveniji imamo te standarde k sreči na zelo visoki ravni. O tem se pogovarja komisija, ne mi. Proceduralno pa gre to tako, da ko bo TTIP prišel v parlament, ga Evropski parlament sprejme ali pa zavrne, in tudi če ga sprejme, to še ne pomeni dokončnega sprejetja tega TTIP-a, kajti odšel bo v vseh 28 držav članic. Imamo pa do zdaj že 34 takih trgovinskih sporazumov, med njimi je tudi CETA s Kanado, z Japonsko in še z veliko drugimi čezoceanskimi državami, vendar najbolj tak sporazum, ki je dvignil prah, je bil TTIP in tudi CETA. Zdaj še na kratko mogoče o Brexitu, ki se je zgodil v Veliki Britaniji. Žal se je Velika Britanija odločila, da bo izstopila. Takoj naslednji dan smo lahko vsi spremljali, kako je pretežno mladi del populacije to obžaloval, pozival celo k ponovnemu referendumu. Postopkovno sem že nekaj omenila, pogajanja bodo dolga, trda. Evropski parlament poziva Britanijo, da čim prej vloži postopek po 50. členu Lizbonske pogodbe. Zaenkrat tega še niso vložili, do takrat je Velika Britanija polnopravna članica. V evropski proračun, ki je težak okrog 150 milijard evrov, Velika Britanija vplača skoraj 17 milijard evrov in bo vplačevala in prejemala iz evropskega proračuna, dokler bo država članica, in tudi evropski poslanci, evropski komisar imajo, bom rekla, vso pravico do svojega delovanja v Evropskem parlamentu, dokler se ta postopek izstopa ne zaključi. Če vas lahko vprašam, mislim, da Evropska ljudska stranka ima angleške poslance v svoji sredi, verjetno ne. Ne, mi nimamo nobenega, jih imajo pa socialisti in seveda skrajno levi in desni,
Evropska ljudska stranka pa nima nobenega, ja. Predsednik Evropske ljudske stranke je gospod Weber, Martin Weber, tudi Nemec. Tako da so Nemci resno tukaj paradni konji, ampak kako že pravijo, ukazuje tisti, ki ima denar, ne. Kot smo prej slišali, Nemčija vplača največ v evropski proračun, to pa za voljo tega, ker ima tako dobro, bom rekla, tako dober bruto domači proizvod napram drugim državnim članicam. Seveda tudi v Nemčiji teče vse tako, kot je teklo, ne, ampak vendarle ostajajo, ne, zaenkrat čezmeraj gonilna sila. Zdaj bomo počasi prišli tudi na Schengen, ne, ki je bil v tem času begunske krize zelo, bom rekla, ogrožen in bom rekla, tudi Slovenija je to področje slabo nadzorovala, slabo varovala naše notranje meje, takrat ob pretoku, ne, beguncev čez naše ozemlje v Avstrijo. Lahko bi jemali prstne odtise, a ne, morali bi jemati prstne odtise, no, se sicer ni bila samo Slovenija tista, ki jih ni jemala, tako da so se potem med begunce in migrante infiltrirali tudi teroristi, ne, in tudi za voljo tega imamo verjetno sedaj skoraj zagotovo povečano število terorističnih napadov. Ta velik porast pritoka beguncev in migrantov k nam je zaradi seveda izvora vojen v Siriji in v Iraku. Vojne še ne pojenjujejo, tako da se napovedujejo novi vali, ki gredo v 10 milijone. Zaenkrat Turčija to nekako uspešno v tem trenutku regulira, po drugi strani pa Turčija oziroma Erdogan izsiljuje Evropo, ne, z marsičem, ne, tudi z vizijsko liberalizacijo, seveda tudi z evropskimi sredstvi. Turčija je že dobila 3 milijarde in nekaj evropskih sredstev, zahtevajo jih še več, ne, seveda za nastanitvene centre in tako naprej, ne. Za te zadeve ne bi šel denar, ne. Če se obrnemo še na mlade v Evropski uniji, lahko rečemo, da jim ni ravno z rožicami postlano. Na celotnem področju Evropske unije kar 7 milijonov mladih brezposelnih do 25 let. Zato bo potrebno nujno nekaj narediti. Kdor je poslušal plenarno zasedanje v septembru, je Juncker napovedal zagon Evropskega sklada za strateške naložbe, ki je bil do leta 2018 predviden z 316 milijardami, kjer naj bi spodbudili tudi privatni sektor, da bi začel investirati. Do leta 2020 bi ga povečali na 500 milijard, do leta 2022 pa na 630 milijard evrov, šlo pa ni bil glavnem za poroštva, za ugodnejše kredite. Sredstva so bila namenjena prvenstveno za infrastrukturne objekte, pa tudi za projekte, pa tudi seveda za vse tiste projekte, ki so smiselni, ki pomenijo dodano vrednost. Slovenija žal v tem prvem paketu sredstev za infrastrukturo ni izkoristila, ne. Poznamo ta nesrečen primer drugega tira, ko Slovenija ni izpolnila vseh razpisnih pogojev komisije, da bi prišla do teh sredstev, je pa izkoristila ta drugi del poroštev iz tega Evropskega sklada v višini 187 milijonov evrov za mala in srednja podjetja. To seveda prinaša tudi določeno rast v gospodarstvu, nova delovna mesta, vendar delovna mesta morajo biti tudi kvalitetna in tudi taka, da mladi bodo videli nek smisel torej svojega delovanja. Tukaj na našem območju imamo to Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, ZTS, jaz mislim, da dobro deluje, sicer smo mislili, da bo hitreje, zalaufalo, če rečem po domače, vendar je tudi tukaj potrebno veliko birokracije, projektov, pravih, ki jih potem tudi seveda Evropska komisija, kot sem že povedala, požegna, da pridemo do tega denarja, tako da se tukaj deluje na področju zdravstva,
In turizma, ne. 10 milijonov evrov je razdeljenih pol in pol. Se je to tako potem razdelilo. Tako da do leta 2020 so ti dogovori stekli. No. Zdaj mogoče še nekaj o mojem delovanju na drugih področjih. Evropski poslanci postavljamo tudi predloge, pobude, vprašanja komisiji in dajemo tudi predloge za resolucije za različna področja. Eno takih, kar je bila moja pobuda, kateri so se pridružili tudi ostalih 7 slovenskih poslancev, je bilo to glede otežene uporabe radijskih frekvenc na Primorskem. Se verjetno to ste brali v Primorskih novicah ali pa v Primorskem dnevniku. Kot vemo, ne, pri nas vse te italijanske frekvence motijo, ne, na Goriškem, ne, do nekega, bom rekla, širšega gorno celo ozemlja, tudi hriboviten delu. V bistvu italijanska država krši, ne, ta pravila, ta sporazum, tako da bo zdaj tudi komisija poskušala to urediti, oziroma bo menda tudi Slovenija tožila državo za to, ker krši ta pravila glede radijskih frekvenc in ker gre za te motnje. Ti glavni poudarki plenarnih zasedanj v zadnjem letu smo jih že skozi mojo predstavitev povedali. O septembrskem plenarnem zasedanju sem tudi na kratko opisala ta Junckerjev govor. Tako da do konca leta nas čaka še veliko, ne, tudi na področju davkov, okolja, enotnega trga. Se pa veliko ukvarjamo tudi z temeljnimi pravicami v Evropski uniji, venomer opozarjamo na kršitev človekovih pravic. Predvsem otroci in ženske smo še zmeraj tista populacija, kjer se nad nami vrši še zmeraj največ nasilja. Evropski parlament je prejel tudi Nobelovo nagrado za mir leta 2012. Nagrado Saharov se podeljuje za ljudi, ki naredijo veliko na tem področju tudi v državah tretjega sveta. Tako da je bil leta 2014 gospod Mukwege, ginekolog, ki se že celo svoje življenje ukvarja z posiljenimi deklicami in ženskami. Ginekolog je, pa tudi Badavi lansko leto, bloger, ki so ga zaprli, mislim, za kar 10 let, ne, ker je kritiziral tamkajšnjo oblast. Slovenci smo ponosni na uvrstitev filma Razredni sovražnik Roka Bička na filmsko nagrado Lux. Prišli so filmi vseh držav članic, 3 so bili med ožjimi, so prišli v ožji izbor, med njimi tudi Razredni sovražnik, tako da je takrat v parlament prišel Rok Biček za svojo ekipo, nagrade ni prejel, ne. Nagrado je prejel Fila Najda, ampak za nas Slovence je bila to kot nekakšna zmaga, ne, za nas tako mala država z tako perspektivnimi mladimi režiserji, scenografi in igralci. Prej smo se pogovarjali o gospodu Bavčarju, bil je razglašen za državljana Evrope. Še ostale dogodke, ki jih lahko evropski poslanci organiziramo v Evropskem parlamentu. Jaz sem se lansko leto novembra odločila, da povabim idrijske kleklarice in so imele cel teden razstavo v Evropskem parlamentu, tako da se tudi na tak način promovira Slovenija. Pridružila sem se tudi pisni deklaraciji Amber Alert Europe. Gre za organizacijo, ki pomaga policiji pri iskanju pogrešanih otrok. Namreč letno je v Evropski uniji pogrešanih kar 250.000 otrok, ki prečkajo mejo, in če se otroka ne dobi, pogrešanega otroka dobi v 3 dneh, je najpogosteje ga dobijo mrtvega z odvzemom organov ali kako drugače pohabljenega. To ne pomeni, ne, da zdaj 250.000 otrok doživi tako usodo, ne. Zato se je ustanovila ta mreža, da policija ima še dodatno pomoč pri iskanju pogrešanih otrok. Veseli smo tudi vsakega obiska Slovencev v Evropskem parlamentu. Vi pridete v oktobru, moja pisarna, vas gostim, pisarna gospe Fajoni, Vajgl tudi bo nekaj prispeval, zato imamo sredstva, tako da kdor se organizira, ste vabljeni.
Sicer jaz imam vse polno do konca leta 2017, tako da je zanimanje za prihod v Bruselj, v Strasbourg ali pa v Luksemburg veliko. Po terorističnih napadih sicer malo manj. Takrat, ko se je zgodil teroristični napad v Bruslju, so nam skupine tudi kar množično odpovedovali, a ne obiske, kar je logično, da se ne boš prišel za izlet izpostavljati, ker se ni vedelo, v katero smer bo zadeva šla. Pri evropskem poslancu lahko tudi študent stažira za 1 mesec, 2 meseca ali več mesecev, odvisno kako so potrebe in kako se poslanec odloči. Jaz vsak mesec skoraj da imam enega študenta ali študentko iz Slovenije. Med vami je tudi bivši stažist, tako da bo kasneje mogoče povedal kaj več o teh izkušnjah. Stažiral je pri poslancu Peterletu. Mi smo z vsemi zadovoljni, to so perspektivni mladi ljudje, takoj se znajdejo že v sami zgradbi. V Evropskem parlamentu je zaposlenih 8.000 ljudi in približno 400 Slovencev. To je v bistvu mesto v malem. Skoraj da nam ni potrebno oditi ven, ker imamo vse notrne, od zdravnika do menze, pošte, frizerja, skratka zgradba, ki nudi vse, zato pa tudi pridemo nekako ob 9 zjutraj in odidemo najpogosteje tam okrog 9-10 zvečer domov, tako da to naše delo traja 12-14 ur. V Strasbourgu celo več, tudi do 1 ponoči, trajajo plenarna zasedanja, tako da je to delo kar naporno. Vendar mladi dobijo pri nas en tak širši pogled delovanja Evropskega parlamenta. Tudi mogoče nekateri so prvič od doma tako daleč, tudi to povedo. Vsi bi radi ostali v Evropskem parlamentu oziroma si intenzivno iščejo delo, da bi ga dobili v kakšni od institucij. Institucije vsak mesec oziroma še pogosteje razpisujejo prosta delovna mesta za mlade perspektivne izobražence. Je pa potrebno vedeti, da se na en razpis prijavi tudi 16.000 mladih, ker se imajo pravico prijaviti vsi državljani članic Evropske unije. Vendar, kot sem povedala, je nekje 400 Slovencev zaposlenih v vseh teh institucijah, ker jim morajo tudi institucije nekako pogledati kvote, ki pripadajo državi članici glede zaposlitev, tako da tudi to je nekako tako urejeno. Aktivnosti v Sloveniji so podobne današnjim, tako da imam veliko okroglih miz, srečanje z volilci, odhajam na prireditve, tudi danes bomo odšli v slovensko vas, na Gosti di Frontiera, tako da to so pa moji kontaktni podatki. Sicer vas zunaj v predvirju čaka tudi publikacija, ki si jo lahko vzamete, par blokcev, demokracija, vse brezplačno, tako da kdor si želi potem vzeti pa kaj odnes domov, tudi še za družinske člane lahko vzame tudi več izvodov. Tako je nakratko o tem, tako da sem pa zdaj na voljo za kakšno vprašanje. Torej, najlepša hvala. Sicer Evropski parlament, delovanje v Evropskem parlamentu je zelo široko in je tudi verjamem, da je težko sintetizirati vse v tako malem kratkem času. Tudi vaša predstavitev bi bila lahko izhodiščna točka za marsikatero vprašanje, zanimivo na raznih področjih. Se mi zdi pa prav, da zdaj posvetim tam nekaj vprašanj, ki so vezane malo na temo, ki karakterizira socialni teden v tem času. Kot prvo vprašanje bi vas vprašal, glede na to, da je ta Slovenija moja država, to vprašanje, kako vidite vi Slovenijo, recimo v tistem času, ki je bil od samosvojitve do vstopa v Evropsko unijo in
potem, ko je Slovenija postala članica Evropske unije, kako vidi, da so se stvari spremenile, oziroma kakšne so bile družbene spremembe, ki je Evropa pomagala za to, da je Slovenija danes recimo zrasla, ker dobro, kriza je, gospodarska kriza je, sicer ni samo v Sloveniji, tudi v Italiji, tudi v Nemčiji in tako, ampak vseeno, vsaj po mojem prepričanju, Evropa je za nas nek temelj, čeprav v kakšnih trenutkih izgleda, da to ni. Ne? In še posebno tukaj v naših krajih moramo biti na to nekako ponosni, ker vstop Slovenije v Evropsko unijo se je zgodil tukaj v Gorici, mislim, na meji med Gorico in Novo Gorico, na tem trgu, ki nosi ime po tem trenutku. Tukaj sta bila Romano Prodi, takrat je bil predsednik Evropske komisije in takratni predsednik zdaj sem spomnil, Anton Rop. Kako vidite vi ta prehod od osamosvojitve do vstopa in potem? Ja, kompleksno vprašanje. Se v bistvu v tem času tudi se je veliko o tem govorilo, kajti praznovali smo 25. letnico osamosvojitve. Ja, Slovenija je, mislim, da naredila pomemben korak z vstopom v Evropsko unijo. Nekaj smo rekli že prej o tem. Drugače pa, kar se tiče družbenih sprememb, je na tem področju še veliko dela. Tudi družbene spremembe ne potekajo tako hitro, kot potekajo lahko gospodarske, ki jih lahko spodbudiš z denarjem. Pri družbenih spremembah gre za kompleksnejšo zadevo. Nenazadnje moramo opraviti tudi spravo v naši državi, od katere zgleda, da smo še kar odmaknjeni, oziroma bodo to zgodovinarji bolje vedeli. Nekaj sicer se premika v to smer, da bomo mogoče naše mrtve, ki so pobiti po jamah, dostojno pokopali, pa tudi ne vem, če je zmeraj izbran pravi način tudi obeležitve potem grobov teh umrlih. Ja, skratka, velike rane, ki se še niso zacelile in ki jih tudi ne znamo ali pa nočemo zdraviti. Resolucija o totalitarizmu, ki je bila v Evropskem parlamentu sprejeta leta 2009, bi potem morala biti sprejeta v vseh nacionalnih parlamentih. V slovenskem žal še ni bila sprejeta. Slovenska demokratska stranka je dvakrat vložila ta predlog, vendar jo je leva opcija vedno zavrnila. Tako da še zmeraj pogrebamo te, bom rekla, totalitarne zadeve, ki bi ne smele več obstajati, če se samo ozrem na kakšno proslavo, tudi državno, ker se pojavijo zastave bivše republike, je to za marsikaterega Evropejca, ki iz države, kjer je, bom rekla, demokracija prisotna, mogoče tudi stoletja, nerazumljivo. Imate lastno državo, mahate z zastavo neke druge države, celo propadle države. Res, da smo bili enkrat en del tega, vendar to, kar se je nas zgodilo, da smo dobili lastno državo, tako majhen narod, je menda sen vsakega naroda. In tudi na tej točki je potrebno še vedno delati, vedno znova osveščati ljudi. Tudi sam se moraš včasih vprašati, ob državnih praznikih, denimo, kot sta 25. junij in 26. december, razobesimo slovensko zastavo, A jo? Vsi. To so tisti, bom rekla, začetki, s katerim tudi vzgajamo mlade, tudi otroke, tudi ta naša državljanska vzgoja in razlaga o tem, kaj to pomeni. Mora priti najprej od doma, seveda tudi v šolstvu, vendar tam je tudi marsikaj narobe in je potrebno marsikaj postoriti.
vendar vsi izhajamo iz družine, ne, in tam je potrebno najprej začeti, tako da zmeraj se izgovarjati na nekoga drugega tudi ni najbolj pravilno, ne, zmeraj. Tako kot otroka naučimo doma pozdravljati, ne, ko pa ne pozdravlja, se sklicujemo, da je za to kriv vrtec ali pa šola, ne, ampak ni zmeraj tako, ne. Tako da moramo začeti pri sebi, v lastni družini in ta družbena situacija se bo postopoma, upam, izboljševala in šla v smer domoljubja. Že, ki ste zaključila s domoljubjem, domoljubje je na zavest v samem sebi, bi vprašal, kako ocenjujete vi zdaj zavest v Sloveniji, zavest o lastni državi in seveda zavest o tem, da smo del Evrope, da smo Evropejci. Kako visoka je, oziroma kako kakovostna je ta zavest pri Slovencih? Zavest pri Slovencih, da smo Evropejci, da smo del Evropske unije, je zelo nizka, ne. To priča tudi zelo nizka volilna udeležba na evropskih volitvah, ne. Mislim, da sem že povedala, da ko odhajam v različne dele Slovenije po terenu na takšne okrogle mize ali na kakšne druge prireditve, opažam, da v Evropski uniji zelo malo naši državljani vedo, ne. Tudi zmeraj vprašajo, pa kaj smo tam, vse nimamo nič od tega, ne. Ampak če samo ponovim številke, ne, letos bomo vplačali 440 milijonov evrov, prijeli bomo milijardo, ne. Tako da verjetno že te številke povedo, da se nam iz gospodarskega vidika, ne, splača, ne, biti v Evropske uniji, da ne govorim o vseh drugih zadevah, ki jih skozi Evropsko unijo lahko pridobimo, ne. Tudi en tak zanimiv projekt je Erasmus, ne, ki ga verjetno mladi zelo dobro poznate, to je izmenjava študentov, štipendije in tako naprej. Tako da Evropska unija ponuja ogromno vsega, ne. Kako vidite, kakšni so uspehi slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu? Tako sicer nekaj ste že omenili, ampak še kakšnega tudi recimo od vaših kolegov, taki, ki recimo jih je vredno poznati, ne. Zdaj, kot ste povedala, v Evropi so države, ki so bistveno večje od Slovenije, ampak kaj ocenjujete tako, da so Slovenci znali v Evropi doseči zase, seveda in tudi za ostalo Evropo? Ja, vsi smo, mislim, da zelo aktivni in tudi vsi do sedaj so bili zelo aktivni, ne, pa treba povedati, da se o dokumentih, o katerih se odloča v Evropskem parlamentu, je potrebno prepričati vseh 750 ostalih kolegov, denimo, ne, oziroma se o tem odloča znotraj političnih skupin. Če omenim zdajšnje delovanje tega sestava, ne, ki je nekaj več kot dvoletno, se pravi s 1.7. smo bili prisotni 2 leti v Evropskem parlamentu. Denimo dr. Milan Zver je poročevalec za Erasmus, za Evropski parlament, to se pravi, ima kar veliko vpliv na to, kako bo program potekal, kako bodo sredstva dodeljena, za katere namene in tako naprej. Kolegica Romana Tomc je vključena v 2 komisiji, in sicer za takse, to se pravi za te davčne utaje, ki so bile ugotovljene v Luksemburgu in še kje, in sedaj v Panama Papers, ne, se pravi je v tej komisiji, ki bo ugotavljala torej morebitne davčne utaje skozi te papirje. V teh 2 odborih je tudi Tanja Fajon. Ivo Vajgl veliko dela na zunanji politiki, tudi Lojze Peterle. Lojze Peterle je tudi veliko na zdravstvu, predvsem na področju raka, je tudi predsednik neke te, bom rekla, parlamentarne skupine za zdravje in bil je, mislim, da že 2-krat zapovrstjo, ali celo 3-krat, 2-krat, mislim, da najbolj perspektivan in, bom rekla, uspešen poslanec na področju zdravja. Z Igorjem Šoltesom sva aktivna na področju za nadzor proračuna, ne, ker sva tukaj oba tudi člana, tako da sodelujemo skupaj z
OLAF-om in ostalimi nadzornimi organi pri kontroli, ali so evropska sredstva dobro in v skladu z pravili porabljena. In veliko je še tega, ne? Tako da smo med aktivnejšimi zagotovo, ne? Tudi zato mogoče, ker prihajamo iz male države, ker nas je malo in včasih se mi zdi, da smo aktivnejši in glasnejši kot poslanci iz številčnejših skupin. Še eno vprašanje v s tem. Enkrat, oziroma dvakrat sem bil že v Evropskem parlamentu, obakrat so nam razložili, da je vzdušje oziroma sodelovanje med poslanci tudi različnih skupin bistveno bolj označeno oziroma s sodelovanjem kot pa v lastnih državah, ne. Sicer so nam to povedali Italijani, drži tudi to za Slovenijo? Ja, to drži tudi za Slovenijo, ne zmeraj v vseh primerih, ne. Ko gre za ideološka, bom rekla, ko gre za ideološke zadeve zagotovo, ne. Mi torej desničarji ostajamo na svojem polu, levičarji na svojem. Sicer pa, ko gre za ekonomske zadeve, ne, smo pa poenoteni, tako da se tudi nekajkrat letno sestanemo, torej vseh 8 slovenskih poslancev se sestanemo, se dogovarjamo tudi okrog državljanstva Evrope oziroma predlogov za državljane Evrope, tudi zaradi kakšnih drugih projektov. Sicer pa imamo poslanci iz Evropske ljudske stranke, torej nas 5, ker je dr. Milan Zver tudi vodja delegacije, redno pred vsako plenarno sejo, sestanek, tako da predebatiramo o glasovanju, o dokumentih, ki se tam sprejemajo. Tako da vsak od nas, glede na odbor, v katerem smo, potem si pomagamo in si, bom rekla, tudi vzamemo čas za te strokovne zadeve. Zdaj smo spregovorili o teh pozitivnih točkah, katere so pa kritičnosti, če so, med Slovenijo in Evropsko unijo oziroma Evropskim parlamentom. Je kakšno tako področje, pa kakšen tak dogodek, na katerem so, recimo, kakšna iskrica? Ja, verjetno imate v mislih, ko je predsednik države povabil, oziroma tudi predsednik vlade, ne, Vladimirja Putina, ne, v Slovenijo. To zagotovo na Slovenijo ni pustilo nekega lepega pečata, oziroma je marsikdo zastrigel, ne, za ušesi. Nekajkrat smo bili strani Evropske komisije okrcanja, ne, da prepočasi zmanjšujemo ta naš primanjkljaj, oziroma se preveč zadolžujemo, ne, tako da so okrcali naš nacionalni proračun. Jaz sama sem tudi, pa tudi dr. Zver postavila vprašanje Evropske komisiji, ali bi lahko pomagala pri sprejetju te resolucije o totalitarizmih, ne, oziroma pri spravi, vendar seveda ostaja ta naloga za nas same, da opravimo doma. Zdaj bi rad še par vprašanj, ki so vezane na naš krajevni prostor. Tako bi vas vprašal, kako naš prostor čezmejni, ali vsaj novogoriški, kako je dovzeten za te možnosti oziroma priložnosti, ki nam jih Evropa daje. Je dovolj vključen, so še možnosti za večje črpanje teh sredstev, recimo, skratka, kako mi izkoriščamo, da smo državljani Evrope? Ja, priložnosti je zmeraj dovolj, če jih znaš poiskati, znaš izkoristiti, če znaš projekt pripraviti tako, ne, da tega Evropska komisija tudi odobri. Je pa tudi nekaj sredstev razpisanih prav za čezmejno sodelovanje, tako da tukaj smo delovali, ne, tudi oba prostora, je kar nekaj teh projektov, ki jih verjetno ni potrebno posebej predstavljati. Jaz sama mogoče vidim še možnost v boljšem turističnem sodelovanju, povezovanju na tem področju, lahko še vedno veliko naredimo. Zadnjič sem bila na Radiu Robin in so me spraševali,
kaj bi bilo dobro za goriški prostor, da bi privabil več turistov, denimo, kot so to naredili Celjani, ko so odprli menda fontano piva, ne? In zdaj v Celje ali v Laško drvijo turisti, ne, iz vseh držav članic, ne. Ne vem, mogoče na te obljubljene terme, ne, v Goriških brdih, ali pa morda, če ostanem lokalno zvesta, mogoče bi našo ledeno jamo v Trnovskem gozdu, Paradano, ne, nekoliko razširili, odprli, pripravili tako, da bi bil možen množični obisk, kajti iz te naše Trnovske ledene jame, ne, so z vozovi prepeljali let v Trst na ladje in od tam menda celo do Egipta, ne. Tako da zgodbo imamo, anekdoto imamo, Italijani znajo to zelo dobro izkoristiti, ne. Menda je, ženske, da se ne bomo razjokali, ampak menda je zgodba Romeo in Julija v Veneciji izmišljena, v Veroni izmišljena. Tako pravijo, malo za šalo, malo za res, ne. Želim samo povedati, da potrebuješ zgodbo. Imamo pa v Sloveniji veliko priložnosti, zagotovo neizkoriščenih, ampak nekako ne znamo oziroma verjetno tudi nismo za nek množični turizem, kar je tudi prav, kajti turist ti prinese denar, vendar ko gre za množični turizem, tudi verjetno veliko ostalih problemov. In ne vem, če imate podatek, koliko, recimo, zdaj ne bomo šli prav za cent, ampak vi veste, koliko evropskih sredstev prihaja v naš prostor, se utegne dobiti te številke? Ja, zdaj prav po, bom rekla, regijah, če to imate v mislih, bi morali pogledati, ne, občine v statistični regiji, da bi se to lahko izračunalo. Ne, žal tega podatka nimam, ne. Dobro, jaz recimo ta pogovor bi tako zaključil, bi zdaj dal besedo še publiki. Se mi zdi, da seveda nismo izčrpali vseh argumentov, ker jih je veliko in ogromno. Tudi sedaj ta kriza, ki jo ima Evropa glede svoje identitete in vsak dan skoraj spremljamo, ne, tudi tega problema togosti, ki jo zagovarja Nemčija, medtem ko jo te bolj južne države zelo sovražijo. Bi bila tudi ena druga zanimiva tema, ampak mislim, da smo nekoliko šli v to vprašanje, tako Slovenija, moja država, v tej evropski luči, ne, se mi zdi, da vsekakor je danes tudi eno vprašanje, ki je pomembno, ne, tudi spričo vseh težav. Jaz upam, da bo Evropa in Slovenija z njo prebrodila te čase, da bomo vsekakor znali dobiti eno sintezo, ne, tudi s to višegrajsko skupino, ki se upira enemu sprejemanju oziroma eni solidarnosti pomoči pri tej migracijskem valu teh beguncev. Bi se vam zahvalil za kar ste povedali in prvi je prosil za besedo gospod Pavlin, samo moment, da predam mikrofon. Ja, torej, bi najprej se zahvalil. Čestitev tudi gospe evropske poslanki za njeno prizadevanje, za njeno smo videli zelo široko zasnovano delovanje, zelo aktivno in koristno za našo skupnost. Bi postavil samo nekaj vprašanj. Torej, celo poletje smo sledili problemu drugega tira Divača Koper. Minister je bil na prepihu, bil je problem finančnih sredstev, kako ne se to financira in tako naprej. Ali je mogoče, da Slovenija, ki ima komisarja za to področje, ne, da ni uspela pridobiti enega evra za ta projekt, ki izgleda, da je to najpomembnejši problem
torej v Sloveniji. To je eno vprašanje. Drugo, vi ste prej pokazala vrednote oziroma dejavnosti Evropske unije, mir na vrhu, solidarnost med temi, ne, na koncu. Mislim, da v miru bi lahko govorili, ampak mislim, solidarnost. Jaz mislim, da danes solidarnosti v Evropske uniji ni. Kajti, če pogledamo problem begunstva, evropske države se zapirajo, postavijo mreže, postavijo zapreke. To ni solidarnost. To je nasprotno od solidarnosti. Torej, to mislim, da to gotovo gre v nasprotno smer od solidarnosti. Tretjo, meni se zdi, da Evropo vodita dve državi, ne? Nemčija in Francija. Ne? In tako se tudi se je izkazalo že v raznih prilikah. Včasih se priključi Italija, ampak pole. Tako, bolj. Torej, to so samo nekaj vprašanj glede te evropske skupnosti. Ja, hvala za vprašanje. Sem pravzaprav vesela zanje, ker nisem vsega prej omenila. Ja, glede drugega tira. Ja, zgodilo se je ravno to. Imamo slovensko komisarko za promet in Slovenija ni dobila evropskih sredstev za drugi tir. Ampak za to ni kriva komisarka, ne? Ona ni komisarka za Slovenijo, ne komisarka za vseh 28 držav članic. In ravno tako mora Slovenija kot druge države članice izpolnjevati vse razpisne pogoje za pridobitev sredstev, kot kdo drugi, ne glede na to, ali ima tam komisarja ali ne. Mislim, da je gospa Bulčeva veliko pomagala pri tem, da bi prišlo do teh sredstev, vendar naše ministrstvo ni zadostilo vsem razpisnim pogojem, ni dobilo javno-zasebnega partnerja, kar je bil pogoj za pridobitev teh sredstev, in ni pridobilo gradbenega dovoljenja. Tako da je potem komisija ocenila, da razpisnim pogojem torej se ni zadostilo v celoti in denarja nismo dobili. Sedaj imamo gradbeno dovoljenje, ki se bo v veljavi 3 leta, ne? Kako bo pa z sredstvi in z javno-zasebnim partnerstvom, je pa drug problem. Ne? Je pa drugi tir pomemben, potreben tudi zaradi razvoja, samega razvoja Luke Koper in še zaradi kakšnih drugih zadev. Ne? Ali bo prišlo do gradnje, ne, še zmeraj v vprašaju, čeprav Ministrstvo za gospodarstvo in slovenski proračun je ta drugi tir vključilo v svoje dokumente. Kar se tiče solidarnosti, imate prav, vendar tukaj bi bila mogoče malo previdna. Ne? Pomagati da, vendar tistim, ki so pomoči potrebni. Po mednarodnih pogodbah so države članice dolžne pomagati najprej beguncem in tistim, ki izpolnjujejo torej azilno zakonodajo. Mi pa imamo več kot je beguncev, ne, je prišlo v Evropo, je prišlo več migrantov. Ne. Migranti so torej kategorija, ki prihaja iz ekonomsko perečih področij, ne. Begunci so pa tisti, ki prihajajo k nam iz vojnih področij. Ne. In tudi koliko teh ljudi potem sprejet med nas vse. Ne. Torej nas je, kot smo prej slišali, približno 0,5 milijarde, ne. Koliko torej sprejet, da zavarujemo svojo kulturo, da zavarujemo vse, kar se nam pritiče, ne, svoje navade, pravice in tako naprej. Ne. Govorimo o integraciji teh ljudi, ne, ki je zelo težka. In koliko bi se morali mi prilagoditi, da bi lahko sobivali. Ne. Tako da to je zmeraj dilema, veste. Mislim, da se je Angela Merkel takrat prenagnila ob začetku te krize in storila napako, kar je tudi sedaj priznala, ko je tako zelo na široko odprla vrata tem ljudem v Nemčijo. Ne. Sicer to plačuje zdaj seveda CDU, stranka nemška z ceno na volitvah, ne, ker kot veste, so bile volitve v Berlinu, ne. Ampak tam je CDU, mislim, da zgubila 10-12%, kar je ogromno. Ne. Tako da ljudje, državljani, ki odgovorijo na tvojo politiko, ne, in zagotovo ni bila prava. Še eno vprašanje ste postavili? Ja,
Dve državi, ki vodita Evropsko. Ja, jaz upam, no, da vodijo tista, ki predseduje, ne? Zdaj je Slovaška in da smo jo 2008 prvega pol leta vodili mi. Sicer pa ja, ekonomsko najmočnejši tudi sicer sta ti dve državi, ne? Kot sem povedala, Nemčija vplača 28 milijard, Francija vplača 17 milijard, ne? Slovenija vplača 440 milijonov, Italija vplača približno 15 milijard, ne? Gre se pa seveda tudi še zmeraj za ta, bom rekla, spravni trenutek, ki se je zgodil v Strasbourgu, Nemčija in Francija, ne? Zato vidite zmeraj Merklovo in Hollanda, ne, kako se rokujeta, ne, to ni kar tako zato, da gledamo te slike, ne, to ima ta pomen, ne, tega spravnega. Samo eno kratko, ali mogoče, da Slovenija reši glede tiste, ki prosijo za azil, mislim tiste, ki imajo vse pogoje za azil, ki prihajajo iz Libije, ki prihajajo iz drugih držav, ker se vojna rešuje en problem na mesec. Problem enega begunca na mesec. S takim ritmom bo šli naprej 30 let, da bo rešili. Ja, jaz mislim, da nekaj teh azilantov, ki izpolnjujejo vse te pogoje, smo, ne, tudi zadržali tukaj, nekaj jih imamo tudi v Novi Gorici, ne. Sicer pa jaz mislim, da moraš socialno najprej reševati svoje prebivalstvo, ne, tudi državljani Republike Slovenije, ne, so taki, ki so potrebni socialne pomoči, ne. Seveda, po mednarodni pogodbi, kot sem pa prej omenila, smo države članice dolžne, ne, zadržati vse tiste, ki praviloma zaprosijo za azil in se pravilno obrnejo na tisto državo, v kateri želijo dobiti to mednarodno zaščito, ne. Je pa reševanje teh vlog verjetno res prepočasno, ne, to imate prav, ne. Še kakšno vprašanje? Še bi jaz vprašala, koliko je sodelovanja med slovenskimi evropskimi poslanci in slovensko vlado? Koliko je sodelovanja? Hvala za vprašanje. Slovenska vlada prihaja v Evropski parlament, tako sam predsednik vlade, kot tudi ministri, in ko so v Bruslju ali v Strasbourgu, seveda po svojih opravkih, se potem z njimi dobimo, ne. Tukaj gre bolj za izmenjavo mnenj o domači in evropski politiki, lahko tudi pomagamo pri navezavi kakšnega kontakta, ne, ampak kaj več kot to niti, bom rekla, pristojnosti nimamo mi, ne, doma in niti oni, ne, v Evropskem parlamentu, ne. Se pa pogovarjamo, ja, o marsičem. Dobro, če ni nobenega drugega vprašanja, bi potem zaključili, ne, se gospej Šolin iskreno zahvaljujemo za nocojšnje večer, za veliko informacij, ki smo jih dobili, ne. In seveda bomo napovedali tudi naslednje predavanje, naslednje srečanje potikami, ki sodi v ta sklop socialnega tedna. In sicer naslednje srečanje bo prihodnji torek in sicer bomo predstavili zbornik, ki je šel v 25-letnici slovenske države. In sicer bomo imeli v gosteh avtorje, Boštjana Foglana, Ožbeja Peterleta in Marka Blažiča. To so trije mladi politiki, lahko rečemo, ne? Torej, to in še nekaj bi rada omenila, ne, gospa je prej omenila doktorja Evgena Bavčarja, ne, ki je bil nagrajen. Torej, mi doktorja Evgena Bavčarja bomo imeli tukaj v sredo ob 18. uri, mu bomo odprli razstavo ob njegovem življenjskem jubileju. Namreč mesec 2. 3. oktobra praznuje 70 let in zato bo pri nas imel razstavo potem do konca meseca novembra. Torej, hvala lepa vsem za nocoj. Mi smo rekli, da namesto, da bi ponudili kozarec vina kot običajno imamo tukaj, da se veselimo
v slovensko vas v okviru teh okusov ob meji in bomo tam lahko še nazdravili in poklepetali. Hvala lepa vsem in lep večer še naprej, ne? Hvala lepa za povabilo. Gremo skupaj, ne? Kako? Ja, lahko noč.